Dobrodošli, jaz sem Marko Žerjal in to je druga sezona Bednika. Kot vidite, sem malo spremenil stvari. Te sezone ne snemam več na kavču kot prve, ampak malo bolj klasično vse skupaj. Malo kot ta teden z Juretom Godlerjem, samo humoristično. Ja, ta je bila dobra, vem. Brez skrbi, bom pazil, da ni preveč dobrih štosov, ker vem, da slovenska publika ni navajena na njih. No, pa da vidimo, kaj se je dogajalo medtem, ko me ni bilo. Torej, prva tema bo. Tema bo, majki mi, ful dobra tema. O arbitraži, seveda, je bil govor, naš gost pa bo. O arbitraži jebemo Boga, sem pijana. Vprašali ga bomo, kaj pravzaprav misli o tem, kaj je kakovost v podjetništvu. O kakovosti na javni televiziji bi se tudi lahko malo vprašali. Mogoče moram začeti piti, ko snemam te stvari, bojo še mene zaposlili na RTV. Če ne drugo, smo lahko res sigurni, da je nacionalka kakovosten vir informacij. Njihovi voditelji res gledajo na tekočem. Saj razumem, da nimamo izbire glede tega, če vas bomo plačali ali ne. Ni nam treba tega prav metati v obraz. Ampak ne smrdi samo na RTV, tudi Koroška je imela te dni težave z vonjavami. Prebivalce večjega dela Koroške je danes vznemiril močan, neprijeten vonj, ki se je širil po več krajih. To je njih presenetilo. Meni je bolj čudno, da na Koroškem ne bi smrdelo. Ta šlo se bi malo čez mejo, se opravičujem. Vem, da imam tudi na Koroškem gledalce, ki imajo internet in ne bi rad obeh užalil. Ljudje na Koroškem imajo več ali manj dve stvari. Osnovnošolsko izobrazbo in volilno pravico. In to nas pripelje na naslednji segment predsedniške volitve. Znan je končni izid prvega kroga volitev. Pahor 47%, Šarec 24%, ostali nobenega ne briga. Kar je meni tukaj zanimivo, ne toliko, če bo zmagal tip, ki supa v Rekelcu ali Serpentinšek, ampak da je toliko ljudi sploh šlo na volitve. Ker, dragi sodržavljani in sodržavljanke, vaš glas ne spremeni nič, res obljubim. Statistično gledano je manjša šansa, da bo vaš glas kaj spremenil, kot da vas na poti na volišče zbije kočija. In ne samo to, predsednik nima nobenih pooblastil, njegova funkcija je samo okrasna. Kar pomeni, da so vsi ti ljudje bili pripravljeni riskirati par ur svojega življenja, da izberejo nekega javnega funkcionarja, ki ne bo nič spremenil za njih. To niso volitve, to je raziskava, koliko procentov Slovenije rabi hobi. Predlagam kakšnega tipičnega slovenskega kot planinarjenje ali pa alkoholizem. Se boste vsaj počutili bolj domače, ko boste gledali Odmeve. Ampak je vsaj ena pozitivna plat pri volitvah. Ljudje so počasi začeli dojemati, da nimajo veze. Volilna abstinenca je zaznamovana prvi krog predsedniških volitev. Imeli smo eno najslabših udeležb, kar pomeni, da skoraj milijona volivk in volivcev ni prepričal nihče od vaju. Kakšno najslabših? Eno najboljših udeležb smo imeli. Te volitve stanejo par milijonov evrov. Če še ostali prepričamo, da nehajo hoditi, prišparamo in šteh pajacov več ne bo treba gledati. Mislim, da so oba kar kredibilna kandidata. Sta oba kar debilna kandidata, ja. Dobro, dovolj politike. Namenimo še trenutek znanosti. Začel se je zadnji mesec jeseni, a zjutraj smo v minulih dneh že beležili povsem zimske temperature. In zakaj se noči ohlajajo? Jaz, ker ni sonca. Kaj bo naslednje znanstveno vprašanje? Zakaj se pečica ohladi, ko ugasnemo ono lučko notri, ali kaj? Komu je namenjen ta prispevek? Ljudem, ki še nikoli niso slišali za sonce, ker so celo življenje zaklenjeni v kleti, ali kaj? En nas je spet odneslo malo proti Avstriji. Ampak že, ko smo tukaj, za konec še malo kulture od najbolj glasbeno nadarjenega rudarja iz Koroške. Na lepotice pa v svojem novem spotu stavi tudi Vedno sem sanjala njega. Freddie Miller. To! Fred je še živ. Malo me je skrbelo, ker sem razmišljal, če bi sploh kdo objavil, če bi umrl. To ni smešno. Freddy bi lahko bil navdih za vse nas.
Če on ni obupal, potem nobene bo ne rabi. Že 5 let nazaj so Slovenske novice pisale, če se ga sploh kdo spomne. In Freddy je izgubil vero vase? Ne, ni. Postavil se na noge in posnel komad za oboževalce. In da slišimo, kako ta stvar zveni. Hit na radi, z lepo punco je ta pravi. Okej. Mislim, da mi je jasno, kaj se je vohalo na Koroškem. Dame in gospodje, jaz sem bil Marko Žerjal, se vidimo na naslednjem Bedniku.